Pa ima SDS rešitve za vse te kritike in probleme, bi bile morebiti še dobrodošle predčasne volitve? Torej, same predčasne volitve ne bi predstavljale neposreden ukrep za spopad z to finančno in gospodarsko krizo in tudi sami veste, kakšna je ustavna ureditev v Sloveniji. Do predčasnih volitev pride, če poslanci glasujejo za skrajšanje svojega mandata, kar se doslej še nikoli ni zgodilo. Mislim, da se tudi v sedanji situaciji ne bo. Torej, ne razpravljamo o tem, to je bila pač politična rešitev, mi razpravljamo o tem, kaj bi morala vlada in druge institucije, ki so dolžne ukrepe v tej situaciji narediti za to, da bi bila učinkovitost večja, oziroma da bi ponekod sploh bila. Sprašujete po konkretnih predlogih, jih je veliko, večino teh neposrednih ukrepov za razbremenitev gospodarstva smo tudi predlagali v zakonski obliki. Pravzaprav smo več teh ukrepov predlagali kot opozicija v zadnjih mesecih, kot pa jih je predlagala vlada. Žal niso bili sprejeti in žal se tudi čas, ko bi imeli največje učinke, odmika. Ker leto 2009 bo tudi po davčnih in ostalih prihodkih drugačno, kot je bilo leto 2008. Dovolj kisika za to, da ostane gospodarstvo, je bilo ob koncu lanskega leta, ko so podjetjem še ostajala sredstva in namesto, da se jih je pobralo z davki, bi se jim pač pustilo. In tista podjetja, ki so bila nekje na robu, ne bi odpuščala, vsaj še nekaj časa. Tista, ki so bila nad vodom, bi s temi dodatnimi sredstvi lahko na novo zaposlovali. Število brezposelnih bi zagotovo naraščalo kljub temu, ker na vse te vzroke se ne da odgovarjati z nacionalnimi ukrepi, ker je kriza v veliki meri globalna, kljub temu pa bi bilo to število manjše in tudi posledice bi manjše. Približno za polovico bi se dalo te posledice omiliti zaenkrat z pravočasnim sprejemanjem dobrih lastnih ukrepov. Ob tem se treba ozreti tudi na okolje. Ta kriza je sicer globalna, ni pa zajela vse. Azija je bistveno manj prizadeta, recimo še posebej Južna Azija. In bo, če bodo ti trendi še naslednjih nekaj let takšni, kot so zdaj ujela po mnogih kazalcih razvoja, vsaj nekatere države Evropske unije. Znotraj razvitega sveta je recimo Kanada, ki zaenkrat ostaja nek velik otok, ki je neprizadet, ki je bil neprizadet s finančno krizo in je v veliki meri tudi zelo malo prizadet za gospodarsko krizo. Med državami v razvoju tukaj je zelo velika država Brazilija, ki se zelo uspešno razvija. Tudi znotraj Evropske unije je kar nekaj držav, za katere pravijo, da tudi ta ponovljena napoved razvoja v letošnjem letu ne bo tem državam napovedala negativne rasti. Torej, namesto da se zgovarjamo povsod na to splošno sliko, je treba pogledati dobre primere in se od njih učiti. In kot že rečem, Slovenija je imela na začetku te krize, deloma še vedno ima nekatere prednosti, ki jih večina držav v Evropi nima. Eno od teh je dejstvo, da je bila naša zadolženost na začetku letošnjega leta 23% bruto domačega proizvoda. Maastrichtska meja 60%, to je zelo velik. To je zelo velik manevrski prostor, tako da je škoda, da se to porabi za to, da se enostavno javna poraba poveča za 17%, da gre veliko tega denarja za posredne ukrepe. Vedno, ko gre za posredne ukrepe, je problem čas, o tem sem prej govoril. Problem pa je tudi, da se veliko denarja zgubi. Veliko denarja se zgubi in če je v proračunu za nek tak posredni ukrep 100 milijonov, nikoli ne prije 100 milijonov do končnega